pozivanje k neplačevanju naročnine, prispevka, si en predsednik vlade sploh ne bi smel privoščiti. To je isto, kada mi opozicijski poslanci rečemo, nehajte plačevati davke, dokler je ta vlada na oblasti, ker jim ne zaupamo, ker nam ni všeč, kar delajo in nam ni všeč, kako delijo denar. A se vam to zdi normalno, vas sprašujem, vas na desni? Mislim, res je, odvija se vojna za javni medij, javno RTV, ki, kot je poudaril predstavnik zaposlenih, ni javna hiša, kot jo nekateri zmerjate. In absolutno tudi je nedopustno, da mi en poslanec tam reče, da bi socialno stisko ljudi rešil, če ne bi plačevali 12,75 evra televizijskega prispevka. Pa uboga država, ki reši gospodinjstvo s prispevkom 12,75 evra, s tem se pa odreče tem istim ljudem, ki so mogoče odmaknjeni in daleč od centra, daleč od kulturnih prireditev, odreče se jim, da njihovi otroci gledajo kvalitetno sinhronizirane svetovne risanke, da gledajo zabavni program, da gledajo kvalitetne filme. Pa kdo je tle na glavo padel? Dejansko trpim. Neskončno trpim, ko poslušam te nebuloze. Jaz, ko sem več kot 30 let honorarno sodelovala z RTV Slovenija, kjer sem se učila, kalila. In dejansko res ne razumem, govorite o svobodi medijev. Ja, samo pod pogojem, da so prijazni do mene. Kakšna pluralnost je to?